Juhaj Slovenija, spet se javljam iz bivaka pred Slovenskim planinskim muzejem in sem danes izredno dobre volje. Zakaj, boste izvedeli majčkeno kasneje. Za začetek bi vam pa rad povedal nekaj o mesecu, ki prihaja, o našem prelepem maju. Maj izhaja iz besede maja, najverjetneje že iz antičnih časov. Maja je bila namreč gorata nimfa in sicer hči boga Hermesa, in pa kasneje, ko so rimski bogovi prevzeli grško mitologijo, spet hči boga Merkurja. Maju Slovenci pravimo tudi veliki travanj in smo vedno zelo veseli, kadar nastopi, kajti takrat se pomlad dokončno prebudi, življenje se prebuja in tudi mi letos se počasi prebujamo iz pandemije korone. Še vedno seveda nismo na varni strani, ampak je pa že mnogo bolje. Zdaj bi se rad majčkeno pomudil o prazniku dela, o 1. maju bi rad kaj povedal, kajti to je praznik, ki ga praznuje ves svet. Vse skupaj se je začelo v Chicagu leta 1886, ko je bilo zelo krvavo, ko so se delavci uprli, zahtevali 8-urni delovni čas, zahtevali več pravic zase in takrat je bil tisti upor ali pa shod žalostno potolčen strani policije. No, kasneje, ob času druge internacionale leta 1889 postane 1. maj nekako praznik dela za vse pridne delavce po vsem svetu, tako da ima že več kot 130-letno tradicijo. No, ni bilo vedno lahko, 20. stoletje je bilo zelo burno, politično in pa seveda tudi 2 vojni so preživeli naši predniki v tem stoletju, tako da se spomnim leta 1929 lahko, ko so nacisti krvavo zadušili zopet miroljubni shod delavcev, ki so želeli svoje pravice. V tistem času je nemška nacistična stranka NSDAP celo prepovedala počitek za 1. maja. Zapovedali so pravzaprav, da lahko počnejo ljudje vse drugo, oziroma samo delajo lahko, počivati pa ne smejo. Ampak 1. maj, praznik dela, je preživel. Od 80. let dalje je dobil še posebno vlogo, veljavo v državah vzhodnega bloka, pa tudi med neuvrščenimi, in ta praznik praznujemo po vsem svetu še danes. Američani so ga sicer prestavili na septembrske dni, 1. maj pa nekako oklicali za praznik prava. Mogoče je šlo tukaj malo spet za rivalstvo med vzhodom in zahodom, ampak 1. maj ostaja. Slovenci praznujemo celo kar 2 dneva. Sicer pa 1. maj tudi med našimi predniki zelo pomemben dan. V noči na 1. maj so nekoč kurili kresove, potem za 1. maj tolkli z možnarji. Nekoč so ljudje verjeli, da se prav v tej noči na zemljo spuščajo čarovnice in s pomočjo ognja in pa možnarjev so jih želeli pregnati. Dan današnji smo navajeni, da za 1. maj doživimo tudi prvomajsko budnico in pa potem prirejamo številne piknike na naših vrtovih. Ta navada je postala zelo priljubljena iz časov naše skupne države Jugoslavije. In maj nam vliva energijo, voljo do življenja in zato se ga veselim tudi jaz. Zdaj pa seveda počasi prihaja čas, ko me lahko spustijo iz bivaka in lahko zopet odidem na svobodo. Zato predlagam, da odpremo vrata in odidemo v širni svet skupaj. Lep dan je, lep majski dan, s soncem obsijan. Jaz sem pa tukaj pred bivakom zdajle in zapuščam svoje domovanje, v katerem sem preživel zadnjih 7 tednov in odhajam proti našemu Slovenskemu planinskemu muzeju. Pa poskusim kar vstopati. Evo, prišel sem v muzej. Vidite, da danes sameva, muzej je še zaprt, ampak se pa počasi pripravljamo tudi na odprtje in na obisk naših prvih obiskovalcev, ki boste lahko obiskali naš muzej, našo muzejsko trgovinico in se z nami veselili novih dni. No, na tem mestu se naše zgodbe iz kavča zaključujejo.
Zahvalil bi se Turizmu Kranjska Gora, ki nam je omogočil biti del projekta iz kavča. In seveda zdaj pa je čas, da se počasi odpravimo v naš Slovenski planinski muzej, ki bo odprl vrata v torek, 5. maja, za obiskovalce, ki ste nas zelo pogrešali in mi seveda tudi vas. Seveda bomo še naprej morali upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, civilne zaščite, Ministrstva za kulturo, tako da se bo potrebno pred vhodom v muzej razkuževati. Obiskovalci boste morali imeti na sebi svoje maske, razkužila bodo na voljo tudi na sami razstavi. Tudi obisk bo nekoliko omejen, priporoča se manjše skupine do 3 osebe, priporoča se, da hodite na obisk posamično ali pa z družino. Javna vodstva po muzeju zaenkrat še ne bodo mogla potekati, ampak upamo pa, da bo kmalu tudi to bolje. Za začetek smo pa že zelo veseli, da od torka 5. maja lahko zopet pridete v našo hišo, pa čeprav pod posebnimi pogoji. Na koncu pa s tistim stalnim pozdravom: ostanite zdravi, ostanite z nami.